you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kind of strange. Oglašam se od doma, včeraj nisem nič snemala, danes je sobota in jaz sem šla ličit po ful dolgem cajtu, od lani enkrat po moje nisem ličila. Ja, je bilo kar zanimivo, mislim spet se vzbuditi zjutraj, niti ličit za vikend nisem navajena. Zdaj pa je moj plan, da pospravim sobo, si naredim plac za moj laptop. Moram vam še pokazati laptop, oziroma vam povedati o laptopu, ker so se mi videe izbrisali od tistega dne, ko sem ga dobila in sem ful žalostna. Tako da ja, vam pokažem pol nov laptop sem dobila, oziroma kupila sem si ga in bom lahko zdaj bolj fleksibilna z delom, la bom montirala, streamala od kjerkoli bom hotela, tako da ful sem vesela. Danes je še sončno zun zaenkrat, sicer ni tako toplo, ampak ja, izgleda čudovito. Vse je že ful zeleno. Evo, jaz sem zadolžena, da pečem na žaru, ker dobimo obiske. Losos, tofu, tega moram še začiniti, ražnjiči in odščipanci. Se izgleda dobro. Kako lepo izgleda, losos še, pa je to. Evo, losos je gotov, crispy. Gledajte, v kakem vremenu jaz pečem zun, vsi so na toplem. Mislim, da smo celo zakurili, ne bom čist pokrila, zato da se ne zgubi, oziroma zato da se ne namoči ta koža, da ostane crispy. Let's go, oh my god, grmi. Ti špankast, kako mu je fajn. Ej, jaz te pa kličem, pa iščem. A smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. Aj fajn nova igrača. Felix ima to igračo ful rad, on se pa zdaj prvič igra, pa je že včeraj cel dan. A nisi za igranje? Poj, Have fun. Ta avtovleka ima pa rada burek. Evo, fina smina nazaj v Ljubljani. To se ful smešno sliši, malo se hecam. Ja, razpakirati moram. Poleg tega sem si malo več stvari zraven nesla, zdaj domov zaradi tega, ker bom omaro pospravljala. In potem sem si še nesla mikrofon in kamero, ker sem streamala od doma z laptopom. Vam še bolj pokažem laptop, ker ga še nisem pokazala. Mislim, da ga še nisem posnela. Ja, to že govorim 2 dni. V glavnem, nazaj sem, da pridem spet nazaj v rutino. Doma sem malo bolj lena, moram priznati, ampak ja. Vse je vikend, ne? Čeprav moji vikendi so delovni, ampak ja. Se mi zdi, da je še več naredila. Dobro, gremo razpakirati.
ene random stvari bi vam pokazala, ki sem jih čez vikend kupila. In sicer to je bil Kik. Kupila sem ta set za barvanje kamnov, sicer sem že to uporabila, zato je tukaj barva in kamni so že pobarvani, razen tega ta velikega. Ful se mi je zdelo cool, mislim, po logiki bi lahko kamne nabral, si kupil barve, ampak to je bilo 5 € in je ful enostavno, imaš tudi različne barve. Jaz sem si vzela te, ko so res čist različne, imaš tudi bolj tematsko, tak modro ali pa pinkiš, imaš ta orodja za te pikice risati, oziroma tapkat, whatever, ne manjše, ne večje in 2 čopiča. Tako da je ful priročno, jaz sem te kamne pobarvala in ga sem dala od sestrične hčerke, tako da en mi manjka, tega še nisem pobarvala, sem to eno barvo sem dala čez, drugače pa ja, tam je ful lep, ker je tak ful močen kontrast. Se mi zdi, da je ful dobra ideja, lahko je za otroke, ampak mogoče ne one ful male, zato ker ta barva je akrilna in ne gre dol. Tako da za malo večje otroke, pa za odrasle tudi, ne, jaz sem ful uživala, to sem delala na streamu. Jaz doskrat delam art in te zadeve na streamu. Ampak sem vam vseeno hotela pokazati, če bi kdo hotel to kupiti, je 5 € v Kiku. Potem sem pa še v Kiku videla te steklene slamce, jaz pijem skosna slamce in ja, itak te so bolj prijazne okolju, tako da ja, nimam še steklenih, imam pa kovinske. Potem sem si kupila to stojalo, za rože v bistvu, ampak ta teden sem ga uporabila malo kot pomoč pri streamanju, sem pač kamne imela tukaj in sem jih barvala. V bistvu to ful cute zgleda. Recimo, če imela eno manjšo rožico tukaj, pa pol kamne okoli, bilo ful cute. Tako da, to je bilo v Tediju, to stojalo. Ne vem točno, koliko je bilo, lahko pogledam od zadaj. 3,5 €. Končno sem si kupila menstrualno skodelico. Ko sem jo odprla, sem se malo strašila, ker je ogromna in taka malo smisla, da so bolj tanke in mehke. Mislim, se je mehka, ampak očitno so ene še trše. Tako da, ja. Bom pa kaj več povedala pol na koncu, ko bom o menstruaciji govorila, ampak ja, nimam še izkušnje s tem, ampak bom naslednjič provala, malo me je strah, ampak ja, dajmo. To stojalo, mikrofon in kamero smela doma, tako da zdaj moram to nazaj namontirati na moj računalnik, da bom lahko spet streamala. Še enkrat, če kdo ne ve, kaj je to streamanje, imam video, v katerem govorim, kaj delam, tako da tam malo bolj obrazložim, bom dala tukaj to kartico, da klikneš na video. Moja hitra večerja po streamu, mozzarella, paradižniki, jajca z majonezo in igrice. Morning, hello, danes je torek, ful sem zmedena, ful sem slabo snemala prejšnje dni, tako da bom provala danes in jutri čim več posnet. Hodila sem reči, da pijem čaj. In počas sem šla v fitness, čopsi naredim, oblečem se, ne vem, bi kaj jedla. Po mojem bi mogla nekaj jesti pred fitnessom, zato ker imam noge, sam sploh mi ne paše jesti, tako da ne vem. I don't know. Bom videla, mogoče si na hitro en toast naredim z namazom in piščančjimi prsi. Evo, začnimo dan. Fitness in pol se naprej pogovarjamo, kom kaj skuhala in ja. Ok, naredila si bom en hiter sandvič s slanino, tostom, avokadom in paradižnikom in to omako, kaj je to? Kisla smetana omaka, pa mogoče si bom še namaz dala. Ne vem, bo avokado dober, bomo videli. Ok, malo sem fejlala, nisem snemala, oziroma nisem dala rekord, tako da se opravičujem. V glavnem, ta sandvič ima sirni namaz, pol imam eno rezino slanine, eno rezino paradižnika, malo soli sem dala, pa kumare sem tanko narezala in čist malo sem dala te omako kisle smetane na vrh in to je to.
Pa upekla sem toast v pečici. Ne vem, zakaj si večkrat ne naredim takega sendviča. Gleda cool. I've been working overtime like crazy just to show you how I really feel. Haven't had a single day of duty just to show you that my love is real. Do you even care when I stay? Oh baby, can you even tell I'm under your spell? Hiter haul iz Hofra, razen to je z Mercatorja. Začnimo tu. Smetana za kuhanje, humus, ta jušna zelenjava, že dolgo nisem kakšne juhe naredila, čigumi za avto, pozabila sem jih pustiti tam, ampak ja, te so mi najboljši iz Hofra, taki juicy so. Pole namaz z zelišče, mozzarella, ta mini gauda, ki sem že zanč kupila, 2 koruzni štručki, kisla smetana, rdeča paprika, pol sem kupila ogrsko salamo, tako malo za kak sendvič ali pa za prigrizek, tako recimo te sneki sirove. Edamer gauda, pač z olivami ali pa kaj tak na hiter. Pol kot vedno sem si kupila te piščančje rezine, piščančje prsi in parmezan. Ja, razmišljam, da bi si naredila to, ostalo dala zmrzovalnik, je bilo znižano, ker je danes poteče rok, hihi. Ja, se sploh ne vem, kaj se mi lušta, ne raž bi en sandvič, sem ga že. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense. Evo, moje najljubše kosilo je narejeno. Odščipanci, brokoli, pire krompir, česna omaka. Se odločila, da si prišparam solato za večerjo, ker je to ful ogromna porcija, ful je pireja, ker je bil ni en krompir tako ogromen. Tako da ja, bom imela pol solato za večerjo. Tam. Še ena nevihta, kaj je novega. Kak je temno glize, sonce malo sijalo, ampak ja, no more. Dobro, se je ura 6, moram se spraviti za stream in to je to. Včeraj zvečer sem pozabila narediti ta cold brew, da bi se čez noč namakal. Bi pa rada rekla hvala tistemu, ko se spomnil, da lahko si pomagam dati kavnot s lijakom iz papirja. Oziroma, če imela lijak, bi tiska uporabljam, pa ga nimam, ampak ja, lahko si lijak naredim iz papirja. Hvala. Pa se imam za ful iznajdljivo, ampak to mi pa ni prišlo na pamet, ker pač je ta vrat ful ozek in je težko vsuti kavo not, brez da traja pol ure. Ok, ker nimam cold brew kave več, si bom naredila navadno filtrirano kavo in ja, sicer z vročo vodo. Tako da bom vsula to, kar imam v tem mlinčku. Ne vse, ampak tak, ne vem, pojma nimam, koliko ne vsujem, ampak ja. In zdaj si grejem vodo, pa bom dan stopila, po liter bo pa že pripravljena nova flaška. Fajn diši. To sem si dala letnet, tako da ne bo vroča.
To bo pa še ostalo. Ta ni tako močna, zato ker pač je na hitro narejena. Mleko. Malo kreme. Ne vem, kaj sem tako utrujena. Spala sem po moje dost. Ne vem, mogoče je vreme krivo, ampak ja, ful sem zaspana. Ura 7. Dobro, ala zaprem. Ok. Tako da upam, da me ta kava malo zbudi. Definitivno ni tako močna kot cold brew, tako da je zanimivo primerjati. Ampak nekaj kofeina bo. Če ne si bom še bolj preostalo, ali pa si mogoče kar zdaj preostalo zlila v to mešanico. Edino, kar sem zdaj ugotovila, oziroma se spomnila, da bi bilo fajn, da bi počasi vlivala vodo, ne kar naenkrat, zato da počasi gre čez kana zrna. Ampak ja, se učim, I guess. Jaz sem si spet sendvič naredila s tem, da zdaj sem dala še piščančje prsis, rezine not in kruh je pač koruzni, drugače bo isti, ko prevni toast. Oh my god. Ampak ta zgleda on iz reklame. To je moj nov laptop, ful sem vesela, danes si bom celo vzela malo cajta, da sprobam montiranje, montažo, ker še tega nisem sprobala. Drugače pa ja, ful je lep gaming laptop, je ful je močen, bom dala vse specifikacije v opis, tudi na ekranček. Je Asus Republic of Gamers in ja, ful sem happy, da sem si ga lahko privoščila. Kupila sem si pa še isto miško, ko jo že imam. Damn. Ta je ful znucana, ful bolj bleščeča, ta je bolj taka mat. Ja, še eno podlogo, zato da imam pač, da ne rabim skozi to odklapljati. To je brezžična Logitech G Pro Wireless. Če dobro, da imam dve mizi, imam na eni laptop, na eni računalnik. Ful se veselim probati montiranja, ker bo verjetno pač ful smooth, ne bo nič tekalo. Ura 7:30 in jaz pijem cold brew kavo, ker rabim energy. Mimogrede, dosegli smo 10.000 naročnikov, ful hvala, končno malo je trajalo. Naslednji teden bom naredila giveaway, ki ga bom sama financirala, tako da bom nabrala par stvari, ko so meni fajn, ko se mi zdi, da bi vam bilo fajn. Večinoma me punce gledate, tako da bo sigurno bolj tematsko za punce, ampak bom naredila vseeno, tako da če nočem diskriminirati, ker me tudi fanti gleda, ampak večina je punc, ampak bom naredila tako, da tudi če fan dobi, bo uporabno za njega, par stvari bo pa podaril mami, sestri. Tako da ne zamuditi videa naslednji teden. Ok, zdaj pa gremo na temo menstruacije, tako da tisti, ko niste za to, mogoče bože, da se umaknete. Malo bom govorila o menstruaciji, kdaj sem jo dobila, katere vložke in tampone uporabljam, kak je občutek, itd. Tako da bom šla malo v te osnove, za tiste, ko so mlajši, pa je mogoče sploh še nimajo, ali pa da jo imajo, pa še se malo spoznavajo s tem, ker mogoče nimajo vsi doma, ali pa nasploh koga, ali pa jih je sram o tem govoriti, ne vem, mogoče nima kdo koga, da mu govori o tem. Torej, gremo k začetku. Jaz sem dobila menstruacijo, ko sem bila stara 12 let, še zdaj se čisto spomnim. Največji problem je, da jaz se, ne zdaj, ampak sem se bala krvi. Ful. Pa če sem videla kriz, sem se jokati začela. Zdaj se ne bojim več. Na dan moje prve menstruacije sem jaz imela oblečene bele kratke hlače, poletje je bilo, one biker shorts, takrat bile moderne, 12 sem bila stara, to je bilo 17 let nazaj. 17 let nazaj. In da da sem imela bele pač kratke hlače, ni bilo še dost. Čepela sem na tleh pred hišo, pač našo hišo, in brat je bil z mano, on je 5 let starejši. Ne vem točno, kaj mi je rekel, ampak on je videl in mi je rekel po moje nekaj, ne vem, pač da krvavim, karkoli. In jaz,
oh fuck, in vedela sem, da menstruacija, ker pač verjetno mi je mama o tem govorila, niti se ne spomnim, ampak vedela sem, kaj je to menstruacija. Pač krvaviš enkrat na mesec. Grem do mame, se začnem jokati, jaz sem mislila, konc mojega življenja, vsak mesec bom imela to kri, what the fuck. Pač je res bila ful žalostna in sem se jokala in pol sem šla, pač ful sem krvavela že prvič. In pol sem šla po tuš, se pač tuširati in vse sem pač dala iz sebe. In pol mi je mama dala pač vložke, ne. In ja, ful nisem bila vesela, ampak vse bo cool, sam ja, šok je, 12 let si star, ne vem, jaz se nisem počutila, da sem odrasla in to je bil nek korak odraslosti in jaz sploh nisem hodila biti odrasla, jaz sem hodila biti otrok, to je to, krvi sem se bala, tako da ja, ni bila glih najboljša kombinacija. Zdaj punce različno dobijo menstruacijo, ampak po moje tam okoli 12. leta je dosti normalno, da jo dobiš. Jaz se ne spomnim, da bi karkoli čutila, da bi kaj bilo drugače, ne spomnim se tega. Jaz sem na začetku, ko sem bila mlajša, recimo, do nekje sredine srednje šole, sem imela ful krče. Včasih sem se tudi jokala in pač res mi je bilo težko, sploh prve 2 dni ali prve 3 dni. Ja, in takrat sem se pač sam pokrila z deko, pa dala sem si oni termofor na pač ta predel trebuha, ali pa greš v banjo toplo, kaj takega pomaga. So tudi kakšne tablete, jaz na eno obdobje jedla, ampak se tudi ne spomnim katere, ampak iskreno jaz bi predlagala kak termofor ali pa to, da se uležeš, miruješ in ja. Ni prijetno. Jaz zdaj nimam več krčev, že ful let, verjetno tudi zaradi kontracepcijskih tablet, ampak zdaj imam pa tek čisto ne blage. Vem, da čutim, kdaj bo prišla menstruacija zaradi teh blagih krčev, ampak jih imam res en dan. Prvi dan jih imam in pol nič, tako da ja. Zdaj menstruacija lahko traja 3 do 7 dni, čisto različno, jaz sem na začetku imela mislim, da kar 6 dni, ampak ja, prve 3 dni ful močno, pol pa vedno manj. Zdaj jo imam pa mogoče 4 dni in sploh nimam močne. Tudi odvisno od mesta, ampak ja, včasih sem imela ful močno, sploh zvečer, pa če je bil to problem, tako da vam bom povedala malo za zvečer. Zdaj jaz sem na začetku uporabljala vložke. 12 let sem bila stara, tampon si dati ni glih enostavno, mislim, ne, ful je čudno, a ne, če nimaš spolnega odnosa še in pol si daš pač tampon not. Vse ne, da po moje ne boli, ampak je čudno občutek, a ne. Tako da jaz sem ful cajta nosila vložke, zdaj zvečer sem si dala ponavadi kar 2 vložka. Zdaj imaš tudi nočne vložke, ampak jaz sem si dala enega velikega pa enega malo manjšega od zadaj in še brisačo sem si dala na pojslo, ker sem imela res ful močno in skoraj vedno je šlo mimo. Enkrat sem se zbudila in je izgledalo, kot da me je nekdo zaštihal, res. Pol sem pa, mislim, da nekje v srednji šoli začela uporabljati tampone. Vem, da sem si ga prvič hotela dati, sem bila še v osnovni šoli, sem si ga nekako dala, ampak ne dobro, si ga nisem do konca potisnila in je bolelo. In ja, od takrat si ga pol nisem več dala par let. In ja, pol enkrat v srednji šoli sem začela tampone uporabljati in sem večinoma imela tampone, ker so ful bolj čistega se počutiš. Sploh ne veš, da imaš menstruacijo, razen če imaš krče. Zdaj, jaz ful različne stvari uporabljam, kot sem rekla, 4 dni imam menstruacijo, prva 2 dni malo močnejše, tako da sploh ne nekaj kompliciram več, ampak zdaj, kar se tiče vložkov, recimo meni so te od Violete fajn, ker so bombažni in niso taki, oni always, niso taki malo plastični in ne dihajo in te so pač iz bombaža, verjetno obstaja še kjer druge iz bombaža. Ta cel paket je bil 2,20 € v Šparu. Zdaj pri tej Violeti mi je všeč, ker ima vsake toliko ima en ta vložek, še ta vlažilni robček, tako da če greš na pot, si enega vzameš s tem vlažilnim robčkom in se lahko osvežiš vmes, ko si menjaš recimo. Te so večji, te so bolj nočni, jaz recimo nosim vložke samo po noči in uporabim tega, ko je nočni in pač je ful ogromno, tako da ja, zdaj za čez dan predlagam navadne. Te imajo tudi kapljice gor, isto tamponi, imajo narisane kapljice, te imajo recimo 3 od 4 kapljic, to pomeni za neko ne ono najbolj močno, ampak srednjo. Te imajo 5 kapljic včasih, tako da so tudi taki malo večji, niso najmanjši. Tako da te kapljice pomenijo, koliko intenzivno imaš menstruacijo, mogoče na začetku imaš vne za najbolj intenzivno. Za tampone imaš obe tampone, tisti so ful dobri, jaz imam trenutno zdaj te Siempre, mislim, da so iz Lidla, kakorkoli. Zdaj tamponi, recimo jaz imam take, izgledajo tako, bom enega zdaj odprla. Jaz ponavadi pač, če sem kje zunaj sploh, pač najprej odprem spodnji del.
potegnem vrvico in si naštimam na sredinski prst, pol pa vzamem to dol. Zdaj mogoče na začetku, ko si prvič probaš da tampon, predlagam, da uporabiš vazelin ali pa lubrikant. Pač mogoče se malo čudno sliši, to je ful suho, ne, in če nisi navlažen, bo bolelo, pač tudi če si že imel spolni odnos. Vrvico raztegnem, da visi dol, počepnem, dam noge čim bolj narazen in pol, če je treba, navlažim, ampak večinoma jaz ne rabim. In sredinskim prstom si pol porineš pač čim globje, torej probaš cel prst dati not. To se ful grozno sliši, vem, da ima eni tamponi tudi ta pomagal, ampak jaz to nikoli nisem probala, tako da nimam pojma glede tega. Ampak kot sem rekla, jaz ko sem prvič probala tampon, ni bilo, ker avtomatsko pač sem se umikala, nisem si ga mogla dati, tako da malo traja, pa mogoče na začetku predlagam vložke, bo še najbolj enostavno. Za pol tiste dneve, ko nimam več tako močne menstruacije, imam te mini vložke, te so od Always. Te so sicer tudi taki bombažni, imaš pa one Always, ko so taki malo bolj plastični, tako da ja, recimo za ne vem, če imaš menstruacijo 6 dni, na 4. dan imaš mogoče tega imaš, to samo oceniš, ko vidiš, koliko imaš močno. Pol uporabljam tudi te Jessa vložke, te so ful taki mehki, te so lahko tudi kot dnevni vložki, higienski vložki, ne samo za menstruacijo, ampak ja. Zdaj, kot sem že prej pokazala, jaz sem si kupila to menstrualno skodelico, to bi sigurno predlagala pol, ko si že pač starejši, ko si imel spolne odnose in ti je to čist, mislim, so ti tamponi čist nekaj normalnega. To je ta menstrualna skodelica. Zakaj je to fajn? Zaradi onesnaževanja okolja, ker mi s tem pač ena ženska z vložki in tamponi toliko smeti naredi, dragi so in tako da pol, ko si starejši, predlagam to menstrualno skodelico, sicer še nisem sprovala, ampak jaz se vseeno predlagam, ker je pač trajna. Ta je bila 22 €, se sliši ful, ampak to imaš ful cajta, pač forever skoraj. Bom pa govorila o tem, ko bom sprobala, kmalu, čez 4 dni bom jaz lahko to sprobala. Gledala sem, da jo lahko na ta način zvijaš in daš not, ampak to je ful ogromno, jaz sploh ne vem. Ali pa tak, mislim, da jo bom jaz tako postavila in sigurno bom mogla pač lubrikant uporabiti. In pol jo dobiš ven pač skozi to, pač to primeš in ven potegneš in ja, tak vakuum se ustvari. Ne bom zdaj pametovala, ker še nisem probala, ampak par video sem pogledala. Ima pa še to torbico zraven, nisem v DM-u kupila. Moram priznati, da nisem neki full researcha naredila, preden da sem kupila to skodelico, ampak bom po YouTubala in se bom naučila. Saj sem doma, tako da ni panike. Drugače, če greš v šolo, pa prvič obraš, ne predlagam. Zdaj, kak je občutek, ko imaš menstruacijo, torej kot pač krvaviš, v bistvu ne čutiš nič, dokler ne pride ven in pol čutiš pač, da ti pride tekočina ven, ne? Tako da ne bolj veš takrat, ko začneš krče dobivati in ja, to je pač malo taka nadležna stvar in hormoni se nam spreminjajo, tako da eni pravi, da imamo PMS, torej predmenstrualni sindrom, jaz tega sicer ne opazim, ampak ja, itak se nam čez cel mesec ful spreminjajo hormoni in zato smo ženske kdaj malo malo napete. Recimo okoli trebuha, okoli križa sem imela krče, tudi zdaj me še malo boli, ampak tako res ful blago. Po prsi imaš take napete, ponavadi imam ful večje in so ampak so tudi ful občutljive, tako da to je tudi tak znak, bom rekla. Torej, kako se v šoli ali pa ko greš kam za dlje časa spopadati s tem, imej eno torbico zraven, kjer imaš, ne vem, en velik vložek, en mali vložek, tampon, karkoli uporabljaš. Dej si jih dost v torbico, da imaš res tisto torbico skosniti, da te ne more presenetiti, ker recimo, če ne ješ tablet, ne veš, kdaj točno jo dobiš, ampak približno veš. Ne mogoče uporabi kako aplikacijo za menstruacijo, da si napišeš, kdaj si jo imela in potem ti ta aplikacija zračuna, kdaj približno jo spet dobiš. Ponavadi jo dobiš od prvega dne, ko jo dobiš, pol čez 28 dni jo spet dobiš, torej na en mesec, enkrat na mesec. Zdaj, kaj mene ne bolj skrbelo, ko sem imela vložke, sem mislila, da se vidi, da je debel, da se skozi hlače vidi, ali pa sem mislila, da mi čez teče, ali pa karkoli. Dejansko vložki se ne vidijo čez hlače, tudi če imaš tak občutek. Zdaj, če imaš močno menstruacijo, pa imaš občutek, da ti bo šlo mimo, če si v šoli, vsako uro poj pogledati, preveriti, koliko je že napolnjen, pa si magari zamenjite. Mislim, da je to to. Zdaj, če se kjera počuti, da je konc sveta, tako sem se jaz vse bo cool, ampak ja, verjamem, da je tisti začetek malo neroden. Ja, upam, da sem komu kaj pomagala in ja, se vidimo naslednji teden v sredo. Čau!